zraven, kar ni napisano. Recimo, prej smo rekli, tamburitam je osnova 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. In zmeri na enke so poudarki. Desno pa se bo zdaj zmestil. Vsak se lahko nauči note, veste, prav vsak človek v tem svetu. Ker not je samo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in se že ponovi. Ker pred dvema črnoma tipkama je vedno C. In tle bi bil C. Sprav 12 not se mora človek naučiti in že zna note brati. Kaj se dogaja s temi notami, moš pa res iz srca igrati. Ste slišali, da je za jazz glasbeniki? Recimo pri jazz glasbenikih je lih obratno. Oni večino improvizirajo. Dobijo se skupaj in si dajo en tak ritem, kot imam zdaj recimo, naprimer, ali pa čez kakšen drug, in potem skupaj spontano muzicirajo. To je tak spontano uvod bil zdaj tudi. Improviziral sem zdaj, veste, ta začetek. Tako da jaz bi rad vse skupaj prav lepo pozdravil na tele moje učni uri, katera je namenjena predvsem mladim, tako da starejši ne zamerite, če se bomo z mladimi malo več pogovarjali danes. Pogovarjali se bomo pa namreč o čem? O harmoniki. Bravo, seveda, o harmoniki se bomo. Kako je pa tebi ime? Miklavž. Kako? Miklavž. Miklavž. Wow, kako lahko je prineseš 6. decembra. Dobro ime imaš. Ja, o harmoniki, a si ti tudi glasbenik? Bom. Boš! Bom. Kaj boš igral? Res? To je pa lepo, pa ti jaz moram danes vse povedati o harmoniki, je prav? Evo, boš mi zdaj vse povedati o harmoniki. Zdaj bomo najprej rekli par različnih harmonik. Ste že kdaj slišali za... Znate prebrati, kaj piše tam na desni? Klavirska harmonika, Slavko. Ne? Slavko Avsenik, ste slišali kdaj za njega? Ja, njemu so zdaj en velik kip postavili tudi v bližini Bleda, kateri je res velik in ima pa zanimiv kip iz harmonike in ima same trojne črne tipke. Tako da bi se vznenkrat starši tabelal boste videli. In zakaj sem mu postavil kip? Namreč on je najbolj slaven harmonikar na svetu, mogoče celo. Napisal je skladbo Golica, ste si slišali tegra-pa-pa, tegra-pa-pa, tegra-pa-pa-pa, katera je najbolj predvajana skladba na svetu. Od vseh Rolling Stonesov, Beatlesov, vseh glasbenikov, ki so živeli taj na svetu, se lahko predstavljate. In smo lahko res ponosni v Sloveniji, da imamo takega glasbenika. In on je s tem kvintetom več kot 40 let igral po celem svetu. In on je igral na kakšno harmoniko? Klavirsko harmoniko. Kaj pomeni, da je klavirska harmonika? Da ima klavirski In tipke. klavir tlele, ne, nima klavira, ampak ima klaviaturo. Klaviatura je, vidite, tako kot pri moji harmoniki. Na drugi strani pa ima, kak se reče? Basi se reče, ja, basi so. In harmonika je nastala v Avstriji, veste, v drugi polovici 19. stoletja, en gospod, ki mu je bilo ime Cyril Demian, prvič sestavil dva instrumenta skupaj, ki jo je povezal z mehom. In veste, kaj dela meh pri harmoniki? Zvok. Zvok dela, ja, ampak zakaj dela zvok? Kaj moti v mehu? Zrak je. In veste, če verjamete, ali pa ne, je meh zelo podobno kot naša pljuča. Namreč, harmonika ima notri, kaj imamo mi
proizvede ton? Glasilke. Glasilke. In harmonika ima tudi glasilke noter. In glasilka zgleda takšna, prav takšna, vidite? Na teh dveh luknjicah sta dva taka jezička in ko pride zrak, ko potegneš harmoniko, gre zrak čez jeziček in začne vibrirati in naredi ton. Isto kot pri vas. Če ne boste dihali, ni ton. Ton je šele takrat, ko gre zrak čez glasilko. To je zelo zanimivo, ker harmonika le ne štiri. Dokler je ne potegne. Tako da boste vedeli. In taka harmonika ima okrog 800 glasilk, da veste. Mi imamo pa eno tako čudežno glasilko, s katero tone naredimo. Mi imamo tako super glasilko. Ok, tako da zdaj veste, kako sploh ton nastane. Kaj pa tako harmonika ste že videli, da? Ja. Kje ste jo videli? V kakšnih veselicah, ne? Največkrat. Ja, reče pa se ji diatonična harmonika. In zakaj je diatonična? Veste, dia pomeni dva. In posebnost te harmonike je to, da ko igramo z mehom na ven, na isto tipko, in na noter, na isto tipko, imamo dva različna tona. Zato je diatonična harmonika. In najbolj znan predstavnik je bil Lojze Slak. Ne vem, če ste slišali že, verjetno starši so že slišali, on je bil tudi zelo, zelo velik gospod, zelo popularen. So mi rekli, da moram ful hitro imeti vse zdaj. Kaj pa tako harmoniko ste že videli, kdaj? Kako se ji reče? Kdo zna prebrati? Kako? Bandoneon. Bandoneon. Ja. In bandoneon je zelo znana harmonika za argentinsko glasbo. In prej smo rekli, argentinska glasba najbolj znana je tango. Tako je. In Astor Piazzolla, ko sem ga že prej omenil, ga lahko tlele vidite, kako igra na to harmoniko. Posebnost te harmonike je, da igramo postoje. Igramo namreč tako, da damo eno nogo na eno škatlo ali pa tudi na stolčje drugega in jo igramo na ta način. Tako da na obe strani raztegujemo instrument. Pri ostalih harmonikah vedno samo na eno stran. Bandoneon. To je pa Richard Galliano, lahko na hitro rečemo. To je podobna harmonika kot moja, sem da ima gumbe na desni strani, ne tipke, zaradi tega se reče gumbna harmonika. To je bil pa moj profesor, sem tukaj, da vam pokažem, Stefan Fuson, ki je za mene še zmeraj najboljši harmonikar na svetu. Danes nimam sabo njegovih plošč, imam svoje plošče. Ok, a kje zaigramo spet naprej? Zaigramo, sem še eno stvar vprašam. Kaj pa tega gospoda ste še videli daj? Ste ga srečali na ulici? Kako če se pojajo, poznam ga, jaz smo bila zadnji skupaj. No, kje si videl? V kakšnih knjigah? Ne, kaj je učiteljica glasbe nima slike, pa je teda Bach. In kaj se reče o Bachu, ko se reče o Bachu, da je on? Oče glasbe, pravi. Tako sem mene učil, da sem hodil tukaj v glasbeno šolo. Tlej je rekla Stanka Močnik. Bach je, kot sem rekel, oče glasbe. Ona je učila takrat teorijo. In zakaj sem zdaj omenil Bacha? Bach je že bil pred 300 leti, ko še ni bilo elektrike, ni bilo interneta, ni bilo avtomobilov, ni bilo telefonov, ni bilo računalnikov. In imel je zelo veliko družino, imel je 20 otrok. Predstavljate, 20 otrok, tle not koliko nas je? 21. Ogromno, zelo veliko družino je imel in vsi so bili glasbeniki. In kako lahko igramo na harmoniko Bacha? Prej sem omenil, da je ta Cyril Demian naredil harmoniko in harmonika je bila po moje prvi synthesizer v zgodovini. Namreč, če si predstavljamo kontrabas, kitaro, damo bas pa kitaro skupaj. Če spila skoraj pop skupine, koliko prije še klarinet zraven. In namesto teh ljudi je lahko en sam glasbenik igral kar 3 melodije naenkrat. In to je prav posebnost harmonike. Nemčiji reče akordeon. V glavnem, da vam jaz povem bistvo za Bacha, ko pa jaz pritisnem to čudežno tipko, se vsi basi spremenijo v posamični ton.
namenjena samo za spremljanju, ampak je enako tudi v desni roki. In na ta način sta klaviaturi uravnoteženi. Povejte, če prehitro govorim, ne malo ustavite. Tako da sta harmonike, da sta roki naenkrat enakovredni. In na ta način lahko igramo Bachovo glasbo. Pa bi vam rad zdaj zaigral par skladnic. Lahko? Najprej vam bom eno super nežno zašpil, ki je skoraj tudi uspavno, ker sem prosil vas ne zaspavati. Prav? Če ste zaspavali, to tako zabudil tukaj.
Se vam je zdelo? Kako se reče tem tipkam? Ste slišali za registre? In registri spreminjajo zvok. Glejte, če pritisnem eno tipko. In na ta način lahko prilagajam muziko, če hočem nekaj zelo nizkega. Če hočem nekaj zelo visokega. In s temi registri potem izberem zvok za določeno skladbo. Če je bolj nežna, vzameš bolj nežen register. In prav tako imaš registre tle v levi, a harmonika ima registre tudi na bradi. Včasih malo smišno zgleda, bil na rock koncertu, ampak je dobro, ker je recimo skakati tja, ampak se menjaš registre, ki zbrava. Prej ste videli, da delam tudi take stvari. Se reče pa vibrato. Vibrato lahko delaš z nogami, lahko s prsti. Tudi z glavo lahko. To pa res gleda, kad da bi prišel vse veste. Zanimivo, da smo danes v tem prostoru, namreč svoj prvi koncert sem tle noter odšpela. Tam na oni strani, konc 8. razreda, še zdaj se spomnim, se me še zdaj strahna, ne boste mislili, ne? Sem takrat, oj, to je bilo res nekaj neporesnega. Nisem imel sicer teh harmonike, sem nekaj živela, kako v pubertetu sem brki zžira, sem vse narobe. In tle je bil prvi koncert. Ta je pa prva harmonikica, ko sem bil star 6 let, mi je mama kupila, smo šli v Ljubljano in je rekla: Mojc, sebi sem kupila krasnina plašča, da bi tebi kupila harmoniko. Lej ga boš vodo, lej ga boš pridni. Ojoj, koliko maj, to pa res ne. Jaz bi se vse raj s prijatelji igral za neko Hrvalo. Ampak tako je stvar, mi veste, če boste zelo pridni in ustrajali dolgo, vam lahko to spremeni življenje. In meni ga je res. Jaz sploh ne morem verjeti, da sem danes harmonikaš. Namreč nekoč sem bil v šoli, pa sem za hobi igral glasbo, zdaj pa je to moje življenje. In je res lepo življenje, namreč lahko sem tlele danes pred vami in vam razlagam te svoje izkušnje. Glavno, gledajte zdaj to, kako je to. Tu zalepla se je že. Ja, ne, sem dela pa, Pa še zvok pa zapravo, ne? Sem da ta je težka 17 kil, ta je pa res čist lahko. Včasih si želim rač kakšno tako, veste, ko me hrbet volim zlim dati. Ta ima tudi registrčke.
Prosim, če imate kakšno vprašanje, tukaj vam lahko hitro pokažem prvo harmoniko, oziroma posebna skladba se imenuje De Profundis. Delali, kako se jim reče, tem strešicam, so pa menjave meha. Namreč, ko sem zvadil skladbo prav do konca, kakor sem jo lahko, sem si zapisal tudi, kje zamenjam meh, točno na kateri noti. Zato, da dobiš idealno, perfektno varianto. In po sodobni glasbi, jaz pa za otroke to drugače naredimo, ne? Rečem, da danes na poti, ko sem se peljal v Idrijo, sem v Logatcu srečal živali. In sem jaz živali pripeljal danes s sabo v Idrijo, mi verjamem. Ne? Recimo, imam sabo ptičke. So ptički noter, a? Ja. So, ne? Kaj pa ta ptica? Kukovce. Kukovce, ne? So mali miši. Pa je že se je že upegla dobro, ne? Potem imam sabo tudi eno kravo. Sem harmonka je malo mehna za kravo, ampak ste videli? Prej sem punčki že zaigral, pa je rekla, da je zveni kot letalo. Enim otrokom se to zdi, da pride mimo avto, recimo. Čakaj. Je že tam. Pa z druge strani prej. Namreč, ko spuščam tipko in vlečem meh vse bolj in bolj, se zvije glasilka. Včasih rečem, da če ste si slišali, kako se pogovarjajo kiti. Ocean. Čisto počasi se kiti. Kim se mi začne približevati kit. Vse bliže. Zopet plavo progo. Je tak. Kar razburjen kit. In vse to, kar vam zdaj igram, so mogoče delčki sodobne glasbe. Ker pri sodobni glasbi gre velikokrat za te učinke, kako smo se prej pogovarjali, ampak jaz jih veliko bolje razumem, če se nekaj predstavljam, ko igram. In prav to, kar sem zdaj vam igral, to je ena skladba enega japonskega skladatelja, ki mu ime Toshio Hosokawa. Res. In napisuje skladbo Senpei ali Zenpei. In se začne tako. Ok. Potem imamo tudi veter samo. Se sprašam? Ne. Ne, ne. To morje. Moreš njega. Še kje se igramo, ne? A znate peti to? Marko skače, znate? Veste, kak je meni ime? Kak je meni ime? Marko. No, vidiš, zdaj boš videl originalnega Marko, ki skače. A znaš
Glas na svetu zdaj slišati. Gremo, pite jete. 3, 4, pite jete, pite jete, mojega brata Toni. Aj, 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 mojega brata Toni. Aj, 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 mojega brata Toni. Zdaj vas bom jaz nekaj naučil in mi boste to pomagali v skladu, prav? Se pravi, jaz bom zdaj štel od 1 do 4 večkrat in na 1 bomo z desno nogico udarili tla, prav? Ne preveč udariti, ker so trda tla, ampak to, kar se bo slišali, prav? Udarimo na 1, ne na 2, ne na 3, ne na 4, ne vmes, ampak samo na 1, prav? Se pravi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, malo bolj lahko, ne? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, moram kar še letati. Na 3 bomo zaploskali, prav? Ne na 2, ne na 4, ne na vmes, samo na 3. Prav? 1, 2, 3, 4. Ne sem vidim, da tam okrog pa so sami dobri glasbeniki, ampak fantje, tu pa zdaj fanta povem, ponce ne poslušaj. Ko boste šli do punce, pa jo boste prosili, da gre z vami tango plesati, prav? Imejte s sabo rdečo vrtnico, tu v žepu pripravljeno, da ste med zobe. Prideš do nje in narediš tango gib. In zdaj bomo mi ta tango gib, predstavljamo si vrtnico v ustih, zaigrali med 3 in 4. Ne med 2 in pol, ne med 1, ampak med 3 in 4. Se pravi, 2, 2, glavico. Ca, ca. 2, ca, ca. 2, ca, ca. 2, ca, ca. Idemo še malo. Ca, ca. 2, ca, ca. 2, ca, ca. Super. In ko pridemo na točko, vam bom dal znak, prav? In bomo šli skupaj naprej. Evo, tu bo zdaj ta zadnja skladba. Unga francoskega harmonikarja bo. Richard de Galliano. On prihaja iz Francije in je najbolj znan harmonikar verjetno trenutno na svetu. Vsako leto ima tudi v Sloveniji kakšen koncert, če imate čas, pejte pogledati. Skladba pa se imenuje New York Town. Kje je New York? V Ameriki. V Ameriki, ja. Ok.
malo vsega smo, tako eno musako smo spet naredili. Tisti, ki je bil zdaj na koncertu, smo tudi s Kapo Bando igrali, eno musako smo rekli. Mogoče je to danes bilo malo tega, malo onega, malo vsega in vse skupaj v eni taki učni ulici. A imate kakšno vprašanje, kakršno koli? Preveč. A lahko nekaj vam rečem? Ja, rečite. Čudovito je bilo vas poslušati, vas gledati. Čudovito in hvala lepa. Hvala, hvala. Jaz bi vam še res igral, prosim. Kaj pa si naučilo filharmonike? To je za mene zelo v redu vprašanje, zaradi tega, ker v Idriji ni narodno-zabavnega ozadja, če smem jaz tako reči. Namreč po vseh drugih slovenskih deželah je več tega doma, v Idriji pa je skozi to zgodovino in skozi to alternativo, tlele je mesto punka, rocka, metala, bi rekel, stokrat bolj, smo vsi bili prežeti bolj z rockersko glasbo, vključno z mano let, tako da jaz sem dolgo let težko igral harmoniko, mi ni bila všeč. Sem igral kitaro, bobne, pevo, vse živo drugo. Ampak vendarle sem najdlje igral harmoniko, kot sem rekel od 6. leta naprej, da sem želel iti na srednjo glasbo. In ko sem Bacha spoznal prvič, takrat sem je spremenil pogled na harmoniko. Takrat se mi je zdelo, da so res to ene majhne orgle neverjetnih možnosti in danes pa vidim še širše, mislim, da je krasno, ker lahko igraš tango, lahko igraš ljudsko glasbo, lahko igraš jazz glasbo, lahko igraš latino, imamo nore ruske kompozitorje. Skratka, harmonika je nekako kar prisotna pri mnogih narodih in če iščeš tiste lepote, tiste posebnosti, se mi zdi zelo lep instrument, no danes mi vse več pomeni. Tako da Bach je bil tisti prvi in še zdaj me drži nekaj. Jaz ne vem, a lahko še kaj igramo, ne? Po moje, da oni hočejo začeti, ne? Še se špila, ne? Še en tako. Nekaj hitro. Še en hitro.
To je pa vse. Najlepša vam hvala, res.